pozdravljeni na potopisnem predavanju Ljubljanskega geografskega društva. Z nami je današnja predavateljica Staša Benko, ki nam bo predala svojo izkušnjo o prostovoljstvu med sirskimi begunci v Jordaniji. Staša Benko je profesorica francoskega in angleškega jezika, rada potuje in spoznava svet. Tako se je v času študija udeležila številnih mladinskih izmenjav in seminarjev na temo človekovih pravic in socialne vključenosti. 2 leti je preživela v Franciji, kjer je pilila svojo francoščino, medtem ko je ustvarjala programe učnih ekskurzij za tamkajšnje šolarje in pomagala migrantom pri njihovi integraciji. Rada sodeluje pri raznih mednarodnih projektih. Veliko prostovolji, trenutno malo manj, ker se posveča svoji prvi pravi izkušnji po poučevanju jezikov. Rada kuha in zeliščari. Najprej vas lepo pozdravljam. Zdaj bi se najprej ta naslov malo prostovoljka med sirskimi begunci v Jordaniji. Tako pojavila mojih 6 mesecev v Jordaniji. Sem pa res bila prostovoljka in sem tudi delala s sirskimi begunci. Nisem pa samo tega tam počela. Tako da ta naslov mislim, da je bil tam izdela, ne vzet. Tako da danes boste pa slišali še marsikaj drugega, kot pa samo o mojem delu s sirskimi begunci. In bomo kar začeli. Če ste že slišali za EVS, oziroma Evropsko prostovoljno službo, ne vem. To je en evropski projekt, izvaja se v okviru Erasmus Plusa in vedno poteka tako, da imamo eno organizacijo, ki pošilja prostovoljca in eno organizacijo, ki tam na mestu prostovoljca sprejme. In v mojem primeru sta bili to organizaciji East and West Center in v Amanu, v Jordaniji, in pa tukaj pošiljajoča organizacija Zavod Voluntariat, Zavod za mednarodno prostovoljstvo. Naslov projekta, uradni naslov je pa Medkulturni dialog Jordanija in Slovenija. Zdaj o tem medkulturnem dialogu se veliko govori. Je pa tu en tak precej širok pojem. V bistvu se gre za to, kako bi se kulture, različne kulture oziroma ljudje različnih kultur med seboj povezovali. In sem šla sem lani julija v Jordanijo. Zdaj, tukaj niste prav vsi geografi, tako da bi malo preverila vaše geografsko znanje. To je Jordanija, tudi barve zastave, pa ta zvezdica. Tu so eni taki simboli, kraljevine Jordanije. Nahaja se pa, zdaj sem vam že odgovor podala, na Bližnjem vzhodu. To je ta zelen del, nekako so različne definicije Bližnjega vzhoda. In, a vas najprej vprašam, sosednje države, Sirija, Izrael, Palestina, Libanon, ja, ni prav na meji, že čez. Pa imamo pa še tam na vzhodu, severovzhodu Irak in pa čez celo dol Saudsko Arabijo. Pol je pa še, zdaj bi pa rabila tisti pointer, se upravičujem. Med Jordanijo in Palestino je še Mrtvo morje, tukaj vmes. Tukaj imamo pa Rdeče morje, na veliko je pa še Petra napisana, ni to nek ogromen kraj, je pa precej znano mesto, bomo potem še kaj več o tem. Libanon je pa tam, pol naprej. Jaz sem tam tudi v eno piše zapisala, da sem se v Jordaniji najprej soočala s pojmom jordanske identitete. Ker sem prišla v Jordanijo in tam nisem znala, nihče mi ni znal natančno povedati, kdo je Jordanec. Vsi so Palestinci, pol so Sirci, pol so Jordanci, pol so razne mešanice narodnosti.
To so pa v bistvu, no, tako jaz sem se pripeljala v Jordanijo in sem prve 3 dni preživela v hotelu, ker smo imeli ta trening prostovoljcev najprej in sem že v taksiju videla te 3 fotografije, ne tako kjerih, ampak zalepljene na vrhu tam pri taksistu, kjer vozi šofer. In sem rekla, kako lepo si je dal družino, smisel tisti na levi, da je on, ono bi bil pa njegov sin in vnuk. In potem sem prišla v hotel in tam vidim pa te 3 fotografije na veliko in sem se takrat zavedla, da to v bistvu ni bila taksistova družina, ampak kraljeva družina, ne? Oziroma ti 3. Prejšnji kralj, pa sedanji kralj in pa prestolov naslednik, ne, bi se reklo. Tako da, no, to so še 3 portreti s temi značilnimi kefijami, ne. No in zdaj bom še kaj več o tej jordanski identiteti. In sicer je stvar taka, da v Jordaniji v bistvu je tam nekje 3/4 Jordancev v bistvu palestinskih korenin, ne. Oni so se tam priseljevali skozi različne zgodovinska obdobja in zdaj v bistvu so to že generacije ljudi, ki tam živijo. Pol so pa tudi, ne vem, tisti, ki bojo rekli, jaz sem pa Jordanc, eni drugi bojo rekli, jaz sem Palestinc, ne, odvisno. Nikoli pa ne veš točno. Aman, bi slučajno vedeli, kaj to je? To je glavno mesto Jordanije, ne? Jaz sem živela v Amanu, ker je tu le nekakšno središče. Delala pa nisem v Amanu, ne, vam bom zdaj še razložila. Najprej bi vam pa pokazala, tako da dobite en prvi vtis, kako mesto izgleda. Če se spomnite, prej na zastavi je bila ena zvezdica, ne, tista zvezdica po enih razlagah ne bi predstavljala teh 7 glavnih gričkov v Amanu. In je res, ne, Aman tako zelo gričevnato mesto, kar tudi pomeni, da je tam veliko stopnic, ne, za prehoditi in se pol spodaj, tu, kar vidite tudi sledi, pa ta ulica, tu pa tisto staro središče, mestno središče in pravimo mu downtown, ne, in dejansko vedno gremo dol, gremo v mesto. Od zadaj pa vidite tudi stolpnice in tu ta arhitektura, no, me tudi najprej šokira, v bistvu ta kontrast. Bom vam še tudi kaj več o kontrastu povedala. Pa še eno, tudi tukaj vidite nekaj stare stavbe, tam precej neurejene, ne v zadnji pa tiste sodobne stolpnice. Tako. To je zelo blizu stanovanja, v katerem sem živela. Na levi je na falafel trgovinca, tisto je, tam v sredini je minaret, ne. Zdaj se ne vidi, bomo pogledali na kakšni nočni lučki. Tukaj na primer vidite v ozadju, ne, teh minaretov oziroma mošej je res precej. Dober dan. Tako, tale je pa še nočna zdaj in ne vem, če se zdaj dobro vidi, tukaj se mogoče malo bolje. Vse te zelene lučke, to so vse mošeje, ne, kamor ljudje pridejo molit. In od tam se tudi vedno oglaša, ne, ta klic k molitvi in raznorazna obvestila in tako naprej. To sem pa 11. julija napisala na svoj blog, bi vam kar prebrala, ker mislim, da tako lepo ne znam več zdaj v besedi. In sicer je bilo vse preveč prvih vtisov, prve vonjave, pogledi in razgledi. Kaj naj oblečem, kaj pravijo vsi ti ljudje okrog mene. Ne poznam jezika, pisave, kulture. Nove besede dan za dnem, jaz pa ne pomnim vseh. Še dobro, da s Klaro naslednji teden pričneva z urami arabščine.
Večino časa trenutno preživim z evropskimi prostovoljci. Za naju so kot nekakšni modri učitelji, ker so vsi tukaj že dlje časa. Lepo so naj sprejeli in skrbijo za naju. Povedo ti, da se ženska v taksi nikoli ne usede na sprednji sedež, da voda v rezervoarje priteče ob sredah in se takrat opravi večino vodnih opravil, da besede habibi ni dobro uporabljati z vsakim simpatičnim arabcem na ulici, če si ženska, napotijo te na dober falafel in tako naprej. Klara je bila pa prostovoljka, v dveh sva prišli iz Slovenije, ne, v tistem obdobju. Ta habibi, falafel, tu so vam mogoče že kakšne znane besede, ne, sem tja prišla in se začela vsem tem učiti. Pa še to, da takrat, ko sem jaz tja prišla, je bilo še ravno zadnjih 10 dni Ramadana. To je ta velik muslimanski praznik, ne, oziroma post, traja pa ves mesec. In ko se ta mesec izteče, pride Aid in traja potem 3-4 dni. To pomeni, da se takrat vse sprosti, ulice so polne ljudi, tudi so najprej čez dan precej prazne. In spet mesto utripa samo v svojem ritmu in takrat mi je nekdo res rekel, zdaj bo šele videla pravi aman. Tako pa še par slik. To je še vedno mesto. Zdaj pa je že čas, da spregovorim tudi o svojem delu. In sicer je bila to zame ena taka prava služba, ne. In začelo se je tako, da ko sem tja prišla, ne, ta organizacija svoje prostovoljce pošilja na različne kraje. Na ene 4 lokacije vsega skupaj. In na začetku je vedno tako, da poskusiš malo vsega, ne? Greš pa en dan tja, pa drugi dan tja, da vidiš, s kakšnimi otroki bi najraje delal, pa na katerem kraju, ne, in kam bi se usmeril. Tako da najprej sem hodila v palestinske kampe, bom zdaj povedala, in sicer sta bila to Gaza Camp in Suf Camp. Jaz uporabljam besedo kamp, ker ta taborišča se mi zdi, imajo tak prizvok, ne. Tu so v bistvu mesta, grajena mesta, sicer z zelo slabo infrastrukturo, tudi stavbe so take, kakršne so. Pa vidite, da imajo ljudje avtomobile, ne. Na tej sliki je sicer en osliček. Tu ni precej pogost pojav, tako da bi kar videl vsak dan na ulici, zato sem jaz to fotografijo tudi posnela. Drugače pa tam po kampu nisem fotografirala, ker se mi je zdelo, nisem hotela izpasti tam tako ena turistka. Ta dva kampa se razlikujeta v eni stvari, in sicer da je na Gaza Campu živijo ljudje, ki so v Jordanijo, Palestinci, ne, ki so v Jordanijo pribežali takrat leta 1947, če je kakšen zgodovinar tukaj, ne, me tudi popravi, ko se je zgodil ta prvi izgon Palestincev, ne, z palestinskega ozemlja. In ti ljudje so imeli takrat še veliko srečo, ker so dobili tudi to identifikacijsko številko, kar pomeni, kar jim da dosti teh dovoljenj, ne, za delo. Se v bistvu smatrajo kot redni prebivalci, tam jordanski. Ti, ki živijo v Suf kampu, so pa prišli takrat 68. leta, ko je bil drugi ta izgon večji. In pa niso, ne, teh številk več dobili, nimajo teh dokumentov, ki bi jih potrebovali, šole so za njih dražje, dostop do dela pač v javnih službah in podobnih zadevah, ki mi je praktično neomogočen. Se pa znajdejo, imajo razne prodajalne, tržnice, mesto živi, biznis, mislim, tako, ljudje se znajdejo. Niso pa tu neki zavidljivi pogoji, ne, v katerih živijo. No in mi smo tam bili, to je bila ena skupina prostovoljcev. Te prostovoljke, ki so že prej tam bivale, so organizirale
takrat poleti, to je bil že konec Ramadana, so organizirale ta poletni tabor, ne, bi rekli. To pomeni, da smo mi vsak dan tja prišli in smo ustvarjali in se igrali in se učili na temo. Tam je bilo okolje, reciklaža, geografija, prav je bil uraden naziv. Tako no, da smo pol razne stvari ustvarjali in smo se imeli kar fajn, no, to so ti otročki. Zdaj ne vemo sicer točno po kakšnem ključu so jih zbrali, ne, ali so to kakšni malo privilegirani otroci iz tistega kampa ali ne, pač to mi je uganka, ne. Imeli smo tudi pomoč, ja, ne, ta gospodič tukaj je tam domačin, tako da nam so nam pomagali z raznim prevajanjem, pa s kakšno disciplino, ne, ker včasih nas otroci niso tako resno jemali, ker jim nismo bili glede jezika toliko blizu. Tako, tukaj smo risali, pridni no, ko dobijo kakšne barvice v roke, recimo reči. To je Klara, slovenska prostovoljka. Tu so tam razne poslikave, tam se dogajajo razni projekti v tem učnem centru in pol vsak nekaj pusti za sabo. Tako, pa dosti so se hoteli slikati. Tu smo peli pol v angleščini, ko smo predstavljali njihova dela. Tako, evo naš zemljevid. Tako na približno, ne, toliko da vejo, da obstajajo kontinenti. Nima karte. Ja, nismo imeli tudi tako, ne. Znašli smo se pa z čemarkoli, ne. Tudi škatle od jajc smo zbirali, nismo pa iz tisto ustvarjali. So pridni fantje. Ja. Taki, no, crtkoti. Smo pa tisti teden spale prostovoljke, oziroma spali, no, mislim, smo imeli tudi enega fanta takrat. Nam je ponudil prenočišče in hrano tudi en gospod, ki živi tam v bližini in ima kmetijo. In smo pol tam tudi ena taka čudovita pokrajina, on prideluje oljčno olje, to so ti nasadi, pa živali ima. Evo, tako pa ena tako lepo hišo, tudi polna svetlobe in tam živi, sprejema kakšne prostovoljce. Evo, tako. En tak lep kraj, no. Ko smo se tam smo imeli pa precej blizu ta kamp. Tam so nas pol z avtom peljali mogoče 10 minut, pa smo že bili na mestu. Ker drugače je pa naš precejšen del naše službe je zavzemal prevoz, no. Dosti časa smo porabili za prevoz, ker smo morali najprej peš v downtown, potem na en avtobus, zdaj za ta kamp. Oziroma najprej v taksi, nas je pripeljal do avtobusne postaje, pol smo tam šli na en avtobus in to je taka dolga vožnja, ne, vmes se je treba še enkrat presesti. In tako pač je bilo, ne, in pol že ta vožnja sama po sebi kar izmuči človeka, ne, pol je pa še nazaj treba priti. Tako da to je bil kar tak izziv, ne, ta avtobusna vožnja in takrat sem pol konec julija napisala na blog, ne, to objavo. Je bila pa precej avtobusna vožnja po mojih mislih bolj, no. Vam kar jaz preberem, ko mi zmanjka glasu. Razmišljam o tem, kako se imam lepo, kako je vse noro novo, kako sem zadovoljna, kaj moram postoriti, ko pridem domov. Mogoče se bom na poti domov ustavila na tržnici, zmanjkuje mi sadja in bučk. Pa še kakav v prahu moram nekje izbrskati, ker sva s Klaro družbi obljubili, da bova poskrbeli za sladico. Smešno, minili so le dobri 3 tedni in že se tu počutim kot doma. Imam najljubšega prodajalca sadja in zelenjave, ki mi vedno ponudi dobro ceno za paradajze. Kakšnih 13 let mora imeti in mislim, da bo v življenju uspel.
ima tisti pravi nasmeh. Imam nekaj novih prijateljev, s katerimi se dobimo na kakšni strehi, te so priročno ravne, ali drugje, razglabljamo, pojemo in kadimo šišo. Imam najljubši kotiček z najlepšim razgledom. Imam dobavitelja kozmetike z dobrodejnimi učinki iz mrtvega morja. Imam trgovinico, kjer dobim 8 paketov pašte za 1 dinar. Imam par najljubših prodajalcev falafla in humusa in počasi obvladam simbole, s katerimi lahko direkt iz avtomobila nakažem, kakšno kavo si želim. Gospod pa mi jo potem v avto dostavi. Počasi že vem, kateri datli so najboljši, fige žal še kar držijo ceno in si jih ne moram privoščiti. Včeraj sem šla prvič sama v taksi, preverila, če ima meter, povedala, kam grem, plačala, se zahvalila, niti besede v angleščini. Odkrila sem tudi, da si lahko iz tahinija, sezamove paste in datljevega sirupa zmešam odlično sladico, tako za nažnico. Približno vem, da bo naslednja molitev in takrat ugasnem glasbo. Vem tudi, da se ob 6 oglasijo zvonovi v bližnji cerkvi, kar domačno, in o vsem tem razmišljam na avtobusu. No, na tem avtobusu so se dogajale razne stvari, zdaj ne bom vam vsega prebirala. Je pa tako, no, da kot ženska nisem nikoli stala na avtobusu, ker se to ne spodobi. Tako da na začetku sem še tako vljudno odklanjala, ampak potem sem videla, da pač se tega ne počne in sem se usedla, in sem bila lepo na komod. Tako včasih se je tudi zgodilo, da nam je kakšen gospod, tam nas je bila skupina prostovoljcev, nam je hotel plačati vožnjo in nam je tudi je. Sicer smo rekli, da ne, da je hvala, da mi to dobimo plačano in da imamo denar, ampak je rekel, da smo njegovi gostje in da pač vztraja pri tem. Tako da, ja, drugače hrana, jaz sem en tak navdušen nad hrano, tako da dosti to omenjam. Zdaj me zanima, če se vam kakšno vprašanje poraja, bom ta čas malo odpila. Tahini, poznate tahini? Ja, to je ena zelo dobra stvar in zdrava tudi. Še kakšno vprašanje glede kakšne besede? Jaz sem opazila na fotografijah, da so bile vse ženske zakrite, a vi niste že bile videti? Ne, niso vse ženske zakrite, mogoče je bil slučaj. Ženske imajo do neke mere svobodo pri tem, odvisno koliko so verne, oziroma v dosti primerih je odvisno od moža, oziroma očeta. Če je zdaj mož veren, pa bo rekel, da nosi ruto, pokri se, pol bo ta ženska se pokrila. Zdaj jaz sem tam spoznala ženske, ki se pokrivajo in take, ki se ne. Ni pa tu tako, da bi bilo prav zakonsko določeno, ni. To je odvisno samo od vere. Glede oblačil je bilo pa tako, da jaz pokrivala se nisem čez glavo, sem pa vedno imela, ramena pokrita, ker sem se tako počutila. Tudi kratkih hlač nisem nosila, pač vse dol do gležnja, vsaj. In tu je pač ena taka odločitev. Sem tudi videla turistka, sem bila tudi turistka, ne sem take, ki so mogoče malo manj seznanjeni s temi pravili, pa so prišli v kratkih hlačah, ampak je pol tu, na ulici, se opazi, da nisi kot ostali in pol si lahko deležna kakšnih opask in tako, jaz si ne bi želela, tako da nisem nikoli izkusila tega, kako je se po ulici sprehajati, tako z golo kožo. Kako pa so kristjanke, ki tam živijo? Kristjani, ki tam živijo, so, se mi zdi, dosti bolj kristjani, kot kristjani tukaj. Jih je tam nekje 5 do 7% prebivalstva je kristjanov. Ja, zato je najbolj, ko si to cerkev opazil, tam zraven nas je bila ena cerkev in je bila tudi šola, kjer, kamor so hodili kristjani.
tako da je bilo zanimivo, ne, pol so se ti šolarji so bili v nedeljo prosti, ne, in v petek tudi, ker petek je pa tam ta dan, kjer vse počiva, kakor je pri nas nedelja. Tako da pol so take zanimive, ne, situacije se pripetijo, ker pač različni viri se mešata, ne, in to je pol treba nekako uskladiti. So pa v sožitju kristjani in muslimani. Ja, v sožitju. Mislim, zdaj ne vem, koliko imajo tako stika, ne mislim najbrž, da bi se družili, ne, ker vse bolj bazira na osnovi družine, mislim, ne, tako. Kaj pa, če se musliman zaljubi v kristjani? Ja, to je pa dobro vprašanje. Jaz sem bila kar presenečena, no, mislim, šokirana, ker je od prijatelja sestra, ki je muslimanka, ne, mislim iz muslimanske družine, no, tako bom rekla, in je zelo dobra prijateljica z enim fantom, tudi Jordancem, ki je pa kristjan, ne, in ja, da bi si želela biti skupaj, ampak da starši se ne strinjajo. In sem rekla, ja, kaj pa se, ne, ker za žensko tako velja, da je muslimanska ženska. Oboje starši. Ja, oboje. Ker potem sem rekla, ja, kaj pa, če on postane musliman, ne? In je rekel, da to pa ne bi bilo za njegovo družino sprejemljivo, ne? Da ne bi bil več kristjan, ker je pač to očitno ena zelo verna družina, ne? In se bi pa imel on lahko take in drugačne probleme, ne? Od tega, da se pol družina odpove, mislim, te nekako, ne, izrine. Se dogajajo razne stvari. Ena taka mračna stran Jordanije je tudi ta, da se še vedno dogajajo ti častni umori. Zdaj sicer kakšnih takih zgodbic nisem slišala, ne. Obstaja pa to, ne. To pomeni, da če ženska nekako onečasti družino na kakršenkoli način, jo lahko, tako pravijo, tudi pač pol ubijejo, ne, člani družine. Tako da, ja, to so take stvari, ki te sprva šokirajo, pol ne vem. Kaj, in to bi že bil recimo lahko primer, da bi se ona zdaj... Mogoče bi bil, mislim, zdaj odvisno od družine, zdaj v tej družini zagotovo ne, mogoče v kakšni pa ja, ne. Potem je bil pa tu že september, 2 meseca so zdaj šla mimo in najprej ko gremo v tem drugem delu službe, gremo še na en izlet. Tukaj je prišla, tukaj sem šla prvič iz mesta v naravo, ne, ker to je pač že podvig, je treba spet na avtobus, ali pa je treba imeti neko družbo, ne, kjer se ima tudi avtomobil. Tu je pa Mrtvo morje, ja. Mrtvo morje, tam čez je pa že palestinsko, ne, ozemlje. Tu zdaj je en geografski preizkus, tu je rečna dolina, ki se reče Vadi. Ja, aha. Rečna dolina, Vadi, to je en tak mini Vadi, ne, s tem, da ta ni prav izsušen, čeprav skoraj, ne, tam vidimo voda teče in tu smo tako tam pri Mrtvem morju šli čez cesto in smo v bistvu sledili vodi, hodili smo po vodi, to je bilo še precej toplo takrat. In res pač prav po strugi, ne, smo šli, pa smo videli razno vegetacijo, ki prej pač tako v mestu nismo. In pa tukaj smo naleteli na tak mini slap in tiste lojtrce, ne, lestev tam je izgledalo precej tako bajavo, ampak smo pol zbrali pogum. In smo splezali gor in smo prišli pol dol, tu so nam rekli, zdaj ne vem, če je prav uraden podatek, da je tu največji slap v Jordaniji, ne. Ker je pa ni res tako velik, ne. Ampak zna pa biti, da je največji, ker tako v Jordaniji ta voda je, ne, ni kakor v Sloveniji. Tu imajo kar problem. Pravijo, nekje sem zasledila, da je še vode nekje za 8 let, pol pa ne vemo točno, ne, kaj se bo zgodilo. In saj ta je sladka, ne, v Mrtvem morju pa veste, da je precej slana, ne, vsebuje kar velik procent soli. In pol se tudi dogaja neka
mogoče erozija ali neki taki pojavi so, tako da so v bistvu tu morje tudi je neki v nevarnosti, no, zdaj jaz vam ne bom znala razložiti. Drugače voda, suše, tu je kar problem in prej ste najbolj tudi, se spomnite, ko sem napisala, da je voda ob sredah pritekla v te rezervarje, ne? Na teh ravnih strehah smo imeli v stanovanju, na stanovanjski hiši, na vrhu, take ogromne tanke, bele barve in od tam je pol voda nam tekla čez teden, ne? Ob sredah so pa prišli tovornjaki in so jih nam napolnili. Zdaj včasih, če nas je bilo več, pa da smo se več tuširali in tako, se je pol zgodilo, da je, ne vem, torek bil, pa je vode nam že zmanjkalo in pol je bilo treba klicati lastnika in je lastnik neko drugo pipico odprl. Pač tako ni kar samoumevno, ne, pa pol smo pod tušem bile, pa zbirali vodo, da smo WC, pač tako smo kar postale bolj skrbne te stvari. Ker jaz sem činjeno tako, najbolj smo vsi toliko potratni s to vodo, malo razvajeni. Tam je pa, ja, situacija bila taka. Pili smo pa vodo, sicer, ne vem, da ne bi bilo nič narobe, če bi tisto vodo pili tudi. Vsebuje pa precej, ne vem, najbrž kakšnih kemikalij, ker ni okusna, ne, tista iz rezervarjev. In se pol kupi take 10-litrske kantice, ki se jih namesti na tisto tako napravo, ne, tisto, tako imamo, ne vem, tukaj v kakšnih javnih površinah. In tu smo imeli ene kupončke in pol, ko nam je zmanjkalo vode, smo poklicali, ne. Bidi Maja, Lausa Mah, tu so bile prve 3 besede, ki sem se jih naučila najbrž. Bi vodo, prosim, ne. In pol so nam ti fantje prinesli vodo v 3. nadstropje, pač par teh 10-litrskih kantic vode smo imeli za nekaj časa. Tako, ja, ta voda. Tu je še vedno ta slab, tu je pa mrtvo morje, ne. Zdaj ta občutek, ne, to je kar tak poseben občutek, ko sem se prvič v morju kopala, v tem morju kopala. V bistvu, ne, smo navajeni, pa da prideš na neko globljo vodo in zaplavaš. Tam pa v bistvu hočeš zaplavati in ne moreš, ne, te kar nazaj gor vrže. Tako da nekako ploveš po zraku, ne, pa tako zmer. En del telesa zunaj iz vode. Tako pol, ko prideš pa ven iz vode, imaš pa tak občutek na koži, kakor da bi bila mastna, ne. Dokler se ne posuši, pol imaš pa take debele sloje soline, ki se lahko tako še med solato treseš. Ja, pa še tu je, da mi nikoli nisem šla na te plaže, ki so urejene in privatizirane, ne, tu imajo hoteli te dostope do plaž. In tam so pol tudi tuši in tako naprej, mi smo pa zmeraj šli na eno tako bolj prostovoljsko, ne, z manj denarja varianto in smo pol se tako znašli. Tako, zdaj pa gremo nazaj v službo. Sem septembra pol se nekako malo bolj preusmerila v en drugi kraj, oziroma Sahab se kliče, no je pa tu v bistvu predmestje Amana. Tako da še vedno v Amanu, ampak še vedno smo do tja potrebovali kakšno 1,5 ure, ne, s temi. Tu pa res smo šli peš dol, pa pol na en avtobus, pa pol na drugi avtobus. In pol še po tej Uspetinci, tam smo odkrili eno bližnjico. Navzgor, tam je bil tak precej neprijeten, kaj, bolj tak smeti so po tleh, pa pol so ena taka šotorska naselja. V 6 mesecih nismo njih ugotovili, kdo tam živi, ne, tu so enkrat, jih je bilo več, enkrat manj, tako nimam neki precej o tem fotografij. Tako, vedno smo šli v večjih, ne, tja smo imeli tudi več skupin naenkrat. No, in tam so pa v bistvu živijo, no, sirski priseljenci, sirski begunci.
To je v bistvu kraju se reče sirotišnica, tam pa živijo mame sirske z otroki. Tako imajo v bistvu stanovanje, imam tudi nekje na eni sliki tak kvadraten blok, en človekoljuben človek je tam tisto stavbo dal in za neke res za nek majhen denar v najem in tudi tam upravljajo in živijo tam in se družijo. Ti otroci hodijo, se vozijo v šolo, zdaj enkrat dopoldne, enkrat popoldne, odvisno je bilo to od tedna oziroma od meseca. Ja, tako da se je tudi naš urnik temu primerno spreminjal. Ta šola v Jordani zdaj z vsemi temi priseljenci pol postal kar problem, ker so se šola ima določeno kapaciteto, toliko učencev sprejme, toliko učiteljev je na voljo in se je pol stvar malo zabasalo in so tako uredili sistem, da so zdaj v 2 izmenah poteka pouk in se pol eni pridejo dopoldne, eni popoldne, tudi učitelji se malo razdelijo in to nekako deluje, so pa tu te javne šole, v razredu ni kakšnih teh norm, kakor pri nas. Tam je lahko tudi 45 ljudi v razredu, pa se ne bo razdelilo na 2-3 oddelke. Tako da pač pogoji so taki, kakršni so. Mi smo pa spodaj imajo v tej stavbi, imajo take majhne učilnice, pol smo pa učili eno manjšo skupino, eno večjo skupino, ta je večja, oziroma tle so malo pomešani. In imeli smo tudi pouk za te mame, ker se tudi one hočejo učiti angleško. Tako pridni, motivirani, ni bilo zdaj, kaj moramo zdaj mi tukaj biti. Sme so prišli z veseljem, so nas že čakali tam na vhodu. Smo bili pa kar na tesno, tukaj smo še nekaj kombinirali, to je bila ena posebna ura, ker sta prišli na obisk moja mama in Klarina mama, sta skupaj pripotovali in smo jih pol tudi tja pelali. To je bilo izjemoma, drugače nismo kar ljudi tja vozili, ampak smo se tam res, jaz sem mami hotela predstaviti te moje jordanske sirske mame, ker so tudi zame v določeni meri skrbeli. S tem, da so me hranile dosti, ker pač take so, Potem smo se pol fotografirali, smo se tudi črke, ne samo angleško smo se učili, pol sem pa ugotovila, da v bistvu bo treba tudi črke malo povaditi, pa eni niti pisati, če niso znali najmanjši, ker pišejo arabsko, in pol se naučijo bolj na pol te črke, ne vem, mi smo se zmeraj učili, kako se napiše črko O, natančno, v katero smer, kje se začne in tako, oni se pa tu kar malo tako, kakor vidijo, obliko posnemajo, tako da sem jaz malo bolj na tem delala. Tu smo pa malo krasili ta prostor, tukaj je še mama, pa Šifa, tam ta gospa, ki ima hijab na glavi, je pa v bistvu je tam dosti bila prisotna v razredu, da mi je pomagala s prevajanjem, Jaz na začetku nisem nič razumela, oni tudi mene bolj malo, pol smo se pa, če smo se učili živali, sem se jaz naučila živali v arabščini in smo pol nekako prišli na neko skupno točko počasi. Tako da je bil to kar izziv. Tako, ta je še njena hčerka, Šifa ima 5 otrok, 4 sinove in 1 hčerko. Tu je pa pol po ta prijeten del te službe, je bil pa ta, ki so nas pol te gospe, ena, druga ali več. So nas povabile na kavo, zmeraj se je našla še kakšna slaščica, Pol, če vas bo zanimalo, bom vam pa še pokazala, kako smo kuhali, skupaj tudi. Tako, evo, sveta kava,
nekaj sladkega. Pa tako na postrežbo smo zmeraj, lepo so nas na tleh imajo jogi, ne, zdaj tu je bilo že precej, to je bilo novembra, tako da imajo tudi te tapete, ne, po tleh, kar veliko postane že malo bolj mraz. Vse je zelo čisto, se sezujemo. No, tukaj smo se pogovarjali. Tukaj je pa ravno kazala šefa moji mami sliko pokojnega moža, ki je v Siriji pač takrat ostal in zdaj ni več. Tako, no, taka ženska, srčna, lepa. To so nam enkrat priredili, tudi tam po zimi. So nas povabili, pridite, bomo nekaj jedli in pol so vse to, kar vidite, razen onih kokic, vse je bilo sladko. Smo bile... Kakšne jedi so to? Tu so razne, ta, ki je v večjih pladnjih. Ja, to je kakor tisti nek tak gres, pa pol se dosti cukra, neko maščobo meša. Pol so pa kakšne pistacije ponavadi. Ja, oziroma tam mislim, da je bila s kokosom, tako izgleda. Pa isto tisto, v bistvu testo, tam na desni testo, pa se pol v neke naše miške, ne, s tem, da pol na koncu še polijejo tako čez kar na bogato, tisti sirup, ki je v bistvu v vodi stopljen sladko, ne. Tako da to so kar take kalorične bombe. Na začetku so bili tako malo, ne, od cukra, čudno smo se počutili. Tako, no, smo se smejali. Pol, no, tu zdaj, če vas zanima hrana, kako smo pa kaj časovno? Vredu. Ok, super. Okusi Sirije sem poimenovala, to so v bistvu poimenovali te prostovoljke, kolegice. Ene so organizirale eno tako delavnico, prišle smo dekleta, prostovoljke, v to njihovo hišo in smo skupaj šli po nakupih najprej. Šli smo po nakupih, ne, najprej k sircu pa meso, ker sirci imajo najboljše meso, to je jagnjetina. Pol smo šli pa še po piščanca. V piščancu v Jordaniji ni meso, ne imamo meso in imamo piščanca. Tlej je bil res svež, no, piščanec. Pol mi smo šli ta čas, pa nam je zapakiral in na koncu smo videli, koliko je bil v trgovini. Mislim, da Mohamed nam je pomagal, ne, tu so to prtljago. Tu je ena taka skromna kuhinja tam, pri eni od naših gostiteljic. Tako, no, vse je, ne, kar človek potrebuje. In pol smo se lotili, ne, ena ekipa je bila zadolžena za salato, s tem, da to ni tako enostavno, ko se sliši, ne, ker je treba vso to zelenjavo zrezati na zelo majhne koščke, ne, ker sem se lotila tako, ko bi se doma in so me takoj popravili, ne, to mora biti vse zelo natančno in čas, ne, si vzamejo in za kuhati in za jesti. Tako to je bila salata, tu so bili taki, kakor majhni štrukeljčki, noter je bil nadev iz mesa in še enih začimb. In vam bom tudi pol pokazala, kako se to stvar izdeluje, ker je precej zanimivo. Mislim, da nisem dala tukaj linka. Tako pa pol na koncu zgleda, oziroma pol se tu še odsveje, ne. Tako smo bile kar pridne. Tam smo sedeli in klepetali, no, kakor smo. Pol je bilo pa še posodo treba pomiti, tudi pa tako zgleda, ne. Eni so pol že omagali, še sem spali. Tako je zelo pa, to je najbrž, ja, to je ta pojedina končno. Nekaj je bilo mesa in mesa, tam je bilo tudi meso, no v salati ni bilo mesa. Pol tam na oni strani so pa spet tiste sladice, ne. Tako, no, res vsa hrana že zgleda lepo, pol baru je polno, pol so pa še oni okusi, no. In vse je tako skrbno, ne vem, že solata je tako dekorirana, ne. Tako meni je to res všeč, no. Tako.
O tem vam lahko še imam tudi video pol. Zdaj, če gremo malo od sircev, ne, proč, spet malo bolj na geografsko mogoče, sem tle poimenovala, smo šle no, z mamami po Jordaniji, tako da smo pol kar prepotovali, no, ko sta mami prišli, smo najeli en avto in smo se pol vozile. Tu smo šli na sever, tam je eno mesto Džeraš. In tam je, ne, ti ostanki so iz katere dobe mislite? Prvo stoletje. Prvo stoletje. Ja, tu vas spominja na Rimljane, ne? Antika. To so prav tisti tipični rimski, mislim, da ne, stolpi in arhitektura, vsa to je v bistvu mesto takrat kar pomembno, ne je povezovalo, dol je bila trgovska pot. Tu je pa še bolj proti severu, tu je pa Kais, ne imam slikca, čez zdaj z te razgledne točke se že vidi dol na levo je Galilejsko, Tiberijsko jezero in eno gorovje, Golansko mislim da, in pol čez je že Sirija, ne. Tako da smo v bistvu bile prav tam na koncu, ne, Jordanije. Čez pa pol nismo se odločili. Da bi šle, to je tak lep prizor, pa spet imamo te oljčne nasade. In pol tudi po Amanu smo malo bolj potovali, ne, ker jaz, ko sem bila tam, nisem si toliko časa prav vzela za te turistične oglede, ker sem prav s tem namenom, ker sem čakala, da ko mama pride, bom pa vse to jaz predelala. Tam je spet en rimski kolosej, amfiteater. Tam se danes odvija, jaz sem šla, tudi imam slike pol, na koncerte. Ne? Tam je taka akustika super, gor po tribunah se sedi in v sredini je oder in to je res taka izvrstna izkušnja. Tu je na vrhu Amana, ne, je prav vrh Amana, pravi se temu kraju Citadela, ne, tako kot tu veliko mestih imamo. In je tudi ena, mislim, tu je zdaj bolj tako za ogleda. To stopnino se plača in se prije noter. Tu smo šli pa pol naprej, to je pa že pogled, v zadju vidite Petro, ne, to je pa to mesto. Zdaj upam, da imam kakšnega zgodovina, mislim, vse, ne, geografi, zgodovinari, vse vladate. Petra je bilo pa nabatejsko mesto, ne. Tu je bilo pa tam najpomembnejšo vlogo, je imela pa tam med 1. stoletjem pred našim štetjem in 1. stoletjem našega štetja. Lepo so pa prišli, ne vem, Rimljani, pa so prišli Arabci počasi, vmes še eno ljudstvo, mislim, da. In se je ta vloga tega mesta nekako spreminjala. Bilo je pa takrat neka tu res pomembna stvar, že zaradi tega, ker so imeli izvrsten sistem, ta vodni, ne. Vodne kanale, kako se reče, Kakšne produkte verjetno. Ja, te stvari so imeli zelo pogruntane. In to izgleda pa tako, najprej prideš tja v te trgovince, spominke ogromnih turistov, ogromnega denarja se plača, da se noter pride. Mi smo vzeli za 2 dni karto in smo plačali nekje 70 € na osebo. Tako da tu je že kar ni za prostovoljski žep, ne. Pol smo pa, ja, pol so tam razni domačini, ne, taki precej skomercializirani, oddajajo, lahko najameš osla ali pa kamelo, pa se slikaš z njimi, tako, mi smo pa vse peš šli. V 2 dneh smo jo po dolgem in počez prehodile. Tam so ene 3 take najbolj, mislim, znamenite stavbe, ne. Tu zame, mislim, za oči, no, je sploh ena velika stvar. Pol, ko pa razmišljaš, kako so vse te stvari gradili, kako se v ta peščeni kamen, ne, uklesano, pa sploh tako ne moreš dojeti, ne, da to res obstaja. Tudi
razgledi so taki, no. Ogromno je nekih takih napol porušenih, pa vidiš, da so bile včasih stavbe. Take lepe stezice so, ne, pol se tako dosti, no, se lahko sprehaja. Pol ene tiste votline so prav naravnega izvora, ne, ene so pa pol jih je človek ustvaril. Tam na obrobju, vidite, je pa kar spet neko mestece, neka vas, ne. Tam pa zdaj živijo ti ljudje, ki so včasih živeli v Petri. To je, se tudi reče Petra, no, tismo delu, ampak ni to ta Petra, ki jo kot turist obiščemo. So jih, takrat turizem se je začel razvijati, ne, zmeraj bolj in stopnina se je višala in počasi so tem ljudem rekli, ne, zdaj bi pa vi lahko z tega območja šli, da bi mi tu bolj za turistične namene, ne, potrebovali. In so jim pol ponudili hiše in pač vse te komoditete in so se dejansko izselili. Tam so nam rekli, da je danes še enih tako 20 družin živi pa prav v Petri, ne. Pač da so ostali tam, živijo. Tudi enkrat smo malo zašli z ene poti in smo srečali pol enega gospoda, nam je razkazal tudi hišo in tako, mislim, hišo, ja, tak svoj dom, no. Tako, to je ta gospod, v bistvu eni taki votlini, ne. Pa vidite, ko se kamen v različnih odtenkih, ne. Tako, tu je še ena arhitekturna mojstrovina. Imeli smo tudi 2 spremljevalca, tako prav najbrž ne po naključju, no, bolj nehote bom rekla, ker smo jim najprej pač 4 smo bile, ne, in smo jima govorile, ne rabimo, hvala, ne bomo flička. In sta nas takar ustrajala, sta nas pač celo vso pot spremljala. Vmes, to je ta Shakira, se kliče Osunjevo. Vmes sta nam še čaj skuhala, šla sta po vodo, šla sta nabrat okrog te suhe, ne, vece in tako, da sta ogenj zakurila, šla sta po čajnike tukaj in pol kozačke, ne, in pol se tu, mi smo imeli pa s sabo vedno hrano, ne, slaščice. In sta nam tu, pa smo jih hotele še nekaj tu plačati, ne, vsaj za material in tako sta odklonila. Popolnoma neprimerno se jima je zdelo. Tako da smo se kar imeli fajn, dosti stvari sta nam povedala. In ja, tako, lepo sta pa nekako nas nekaj pustili. Tam sta šla svojo pot. Tu so še nekaki čudoviti razgledi. Pa kamen nekaj. Jaz sem prvič videla nekaj vidažna. Take barve. No, iz Petre, to sta moja mami. Katera moja? Mama. Tista na desni. Se za glavo naredi. Ne, tista druga. Pol smo, to ni bil naš avto, ne, mislim, da je bil izraven. Pol smo pa presedlali, smo prišli v Vadi Ram. Tu je pa Vadi, ne, spet, samo en tak zelo prostran Vadi. Mislim, da kar najbolj znan, no, v Jordaniji. In tu v bistvu tudi tam ljudje živijo, ne, tu sem hotela še prej reči, tu so beduini, ne, ti prvotni pač original prebivalci puščav. In s tem, da tista 2, ne, sta bila prej še enkrat, ne, on je imel make-up, on je imel ta tradicionalna oblačila, hkrati tako moden, ne, pa prstane. Pač je povedal, da je tam tudi doba interneta in da je tu njegov biznis in da pač on na ta način živi, ne. Ker so nam pa pol v Vadi Ramu, tisti njihovi beduini tam pa povedali, da so oni iz Petra zelo taki že malo ponarejeni, ne. Fake. Pač biznis je naredil svoje, ne. No, tle smo prišli, smo imeli pa vodiča, tega smo pa prav najeli. In
nas je naložil na ta avto, ne. To predstavljajte si, kako ste mami uživali, ne. Zadaj smo sedeli, to sem pol z avtomobila fotografirala in so se nam odpirale res razgledi neverjetni in jaz sem že prej bila v Vadiju, ampak meni je bolj taki spet turistični. Smo šli z avtobusom, smo šli v en ogromen kamp, kjer je bila glasba, glasna glasba, ne, tam do 3 zjutraj. To je bilo pa zdaj prav drugačen način, ne. Šli smo v en tak mini kamp, imeli so tam en tak prostor, kjer smo potem pojedli večera. Tam je kralj, ne, spet portret. Vsot on je vojak po poklicu. Tu smo čakali sončni vzhod. No, to je bil pa ta kamp, tako enih, ne vem, če nas je bilo 10 tam istočasno, tako da sem doživela, smo doživeli na to puščavo. Pol tretjič, ko sem šla v Vadi Ram, sem pa niti v kampu nismo spali, smo spali pa kar v votlini. Tako da sploh je bilo še drugače. Ja, tako ne, to je pa naš vodič, Tofik. In tam nas je vozil okrog, ne, pol smo se na različnih mestih ustavili in pol šli naprej. Pa slikal nas je, ne, gor smo splezali. Pa take sipine tudi smo pol našli, to je kar mučno. Moški so nam kuhali, igrali na razne inštrumente, to je ta ud, andaluzijska lutnja, tako simpatičen inštrument, tako ima zvit vrat. Pripravili so nam izvrstno kosilo, tle smo bili že pri sadju pol. Tako ne, čaj smo pol zvečer kuhali, to so spet tako na ognju vse. Zvezde sem slikala, sem stila na tleh fotoaparat. Tudi 2 prijateljci sta pol še prišli na obisk, tako da smo v bistvu isti krog, ne, naredili. Ker smo še en tak kanjon, tam smo se peljali skozi, no. Tako, zdaj glede komunikacije, ne, smo se nekako sporazumevali, ne, kolikor smo mi znali, kolikor so one znale. Včasih je prišla z nami ena prostovoljka, ki zelo dobro govori arabsko. Takrat so nam povedali te zgodbe, na primer o tem, da je mož ostal v Siriji, da so same tukaj, da je mož pokojen. Ene imajo družine, družina, ne, tu je zelo široko mišljeno, ne, tete, strice, sestrične, bratrance. Imajo jih v različnih kampih, v različnih taboriščih po Jordaniji ali pa tudi tam v Iraku, na različnih krajih pač razseljeni so. Tako, je pa glede vrnitve, ne, je pa tako, da mi smo rekli, ja, se bomo še videli, ne, in boste prišli v Slovenijo, ne, tako zmeraj povabiš tujca k sebi domov tudi. In pa so rekli, ne, boste prišli vi k nam, ko bomo mi nazaj v Siriji, ker tu je pa najlepši kraj na svetu, tu je najlepša država, res pač imajo eno tako ljubezen gojijo do svoje domovine, da tu je kar, no, presunljivo. Nameravajo se vrniti tja, ne vejo kdaj, otroci. Za otroke pa ne vem, ali jaz sem tako včasih pomislila, samo tu so prav moje razmišljanja, da se v bistvu njim vse to zdi normalno, ne. So kakšni, ki so bolj tihi, ki so zdržani, ki ne marajo se vklopiti v družbo, so prišli enkrat k uri, pa drugič pol niso več prišli. Nikoli ne veš, ali so tu zdaj pač osebnost taka, ne, ali so tu kakšne posledice tega, kar so doživeli, ne. Zdaj, kakšnih prav takih pogovorov bolj v detajle, glede teh pa vojne in njihove zgodbe, pa do tam pa nismo ne prišli.
Tako. Bi si pa želeli, mislim, če bi bila komunikacija, mislim, da bi. Veš mogoče kaj je to razmerje med Sirijo pa Jordanijo, Aha, ja. politično. Sirci in Jordanci, ne, tu sem enkrat šla raziskovati, kako so sirski, ker tako, no, je bilo, jaz sem bila takrat od julija do januarja v Jordaniji, ko se je v bistvu v Sloveniji najbolj dogajalo, ne, begunci so prihajali, govorilo se o tem, pisalo, jaz sem šla pa tjane in vse to zamudila, malo sem spremljala, tudi po socialnih omrežjih sem se držala proti, sem pa se spremljala, ne. In pol so me vprašali, ne, kaj se pa piše, kaj se govori v Jordaniji, kako gledajo na to begunsko problematiko. In sem rekla, tukaj mi ne debatiramo o begunski problematiki, ne, pa sem imela širok ljudi tam okrog sebe, ki so domačini, ne. In potem sem šla malo raziskovati, šla sem malo brati te članke njihove, ne, po internetu in sem zvedla tiste statistične podatke, ne, da je zdaj sirskih beguncev v Jordaniji tam nekje od 800,000 do 1,5 milijona, ne, tu so tak številke, pač eni so registrirani, eni niso, eni pridejo v tisti ogromen kamp na severu, Zatari, ki ste najbrž videli kakšne slike, ne, ta šotorišča ogromna. Eni pridejo tja, pa pol uidejo tam, so tam, pa niso tam, ne. Tako da točne številke se ne ve. Ja, in pol me je zanimalo, kako pa te ljudi sprejemajo, ne, Jordanci. Zdaj tisti Palestinci so itak kakor njihovi, ne, tako da tam ni niti neke debate. Glede Sircev sem pa tako, no, pol prišla do tazga zaključka, da ta revnejši del populacije jordanske tam v Amanu, predvsem, ki živi, ne, v tem starem delu mesta, ki ste ga videli na slikah, ima malo težav z njimi, ker se dogaja tudi, da pač so ti ljudje pripravljeni delati za manjši denar, za manjšo plačo, potem se stanovanja, ne, se rabi več in več nepremičnin in se pol najemnine višajo, razni problemi, ne, taki, pač pričakovani, ne, tako za reči. Pol pa sem ugotovila, da pa ta del Jordancev, ki so pa bogatejši, pa v bistvu nima stikov z njimi, ne, ker hodijo, ne vem, v te ogromne 15-stropne shopping centre, oni grejo pa na tržnico, ne, jaz sem hodila na tržnico, pol grejo, mislim, pač v avto se sedejo, ne grejo na avtobus in se peljejo v šolo, ki je privat, največkrat v angleščini. Tako da ni neki tega stika, ne, pa ta kontrast precej velik. In ja, prav je, da so Sirci taki zelo podjemni, ne, ljudje, tako se reče, podjetniški, da se lotijo biznisa, da pač se znajdejo in pol seveda tu enim ljudem tudi ne ustreza, no. Nisem pa nobenega tazga srečala, ne na ulici, ne v družbi, da bi rekel, ti Sirci mi jih tle nočemo, ne. Je le tu kakor nek brat, ne, pač Arabc, vera, ne, ponavadi več ali manj ista, tako da ne pride mogoče toliko do teh trenj, ne, pa do takih razlik velikih. Pa vendarle jih Jordanija ni, ne vem, toliko sprejela, ne? Ni toliko, ja. Čeprav zadnjič sem gledala spet eno statistiko, je bila kar na prvem mestu, ne. Je bilo pa taka, Turčjih je ogromnih, ja, pa Libanon je tudi kar, ne, pa je tudi taka majhna država. Niso pa pol te države tam v zalivu, tam pa niso sprejele. Tako da, ja, neke številke se pojavljajo tudi v medijih, tam pod milijon, ne, vedno. Tako, no, kolikor sem jaz slišala, je to precej neocenljiva, ne. Tako.
Jordanija dela pa po svojih močeh, jaz mislim, nekje sem tudi prebrala, da je tretjina stroškov, ne, kar jih pride s temi begunci, se krije, da tretjino zmorejo Jordanija pokriti, ostalo pa pol zaprosijo, ne, za mednarodno pomoč in brez tistega skoraj da ne bi šlo, ne. Ker tudi Jordanija ni zdaj pa najbolj premožna država. Mislim, če se primerjajo s kakšno drugo, ne, v regiji. Meni se je v srce vtisnila ta kultura, ljudje odprti, gostoljubni, kako te sprejmejo, kako te pogostijo. Pa ta nek ritem življenja mi je precej blizu, vse se tako bolj počasi odvija, ne, pa je to večmilijonsko mesto. V Amanu živi nekje 5 milijonov ljudi. Ja. In tu, no, ta cel ritem pa glasba, tudi ritem prav v tem smislu. Take srčnost, no, ljudi, odprtost. Bi pa zdajle se zahvalil tudi vam, da ste prišli, ste si vzeli čas, pa bi vas hkrati še enkrat povabil na naše naslednje dogodke. Če ste ljubitelji potopisnih predavanj, se lahko nam naslednji mesec nam pridružite na predavanju o Mauretaniji, kjer bomo govorili tudi s strokovnjakom za biologijo, se pravi o lovu na krokodile, kar zna biti še posebej vznemirljivo. Seveda pa pač vabljeni tudi na ostale dogodke. Ostanite povezani z vami in lahko noč.